Imamo dovolj tega avtomatskega življenja. Življenje je treba ozavestiti. Ta avtomatika nikamor ne pelje. Vzamemo kar vse za gratis, dejansko pa lezemo sami sebi v zapor in si s tem delamo medvedjo uslugo. Tako da, ok, s tem sem zaključil današnji težek del. Po moje Stojan bo povedal še kakšno pikro zadevo po Ednu in po našem Egidiju. Zdaj pa imam 6-minuten video, 6-minutno sporočilo našega Edna. In on se nam bo sedaj javil s terena z nekoliko bolj lahkotno temo. Sedaj pa povabim Edna, da nam sporoči njegove misli, lahkotne misli, malo drugačne misli in Eden, izvoli. Svet so sanje, ki jih poriva raj, ki je budnost. Lepo pozdravljeni, smo spet skupaj, povedamo še nekaj stvari. Smo na terenu v Ilirski Bistrici, pa smo rekli, Gospod je yang in človeštvo je torej yin. Zato je ženskost človeštva tista, ki prejema vizijo od Boga, besedo, lučne. Tako da je ženskost neka glavna kakovost človeštva. Prejemanje od Gospoda, moža, Boga. In tako gremo iz nulte točke v nulto lupino. Potem je pa lupin kot čebula še navzven veliko, da pride do teh nekih bolj in bolj materialnih, nizkih nivojev. Tukaj so ujeti mnogi ljudje, ki so kot lističi v vetru, kot barčica, ki jo premetavajo valovi na morju, zgubljeni. Hrani nas mama zemlja in predelovalci hrane, katerih je 10% človeštva. In tukaj temu damo torej težo, odzamemo težo svetu politikov, ki je tudi neka zunanja lupinica, kot nek satelit, prosti radikal, ki povzroča raka. To težo temu vzamemo in jo damo izvoru hrane, in abstraktnemu in fizičnemu. O abstraktnemu kasneje govoril. Tako da ta svet politikov lahko vidimo tudi kot neko naravno katastrofo ali pa tudi kulturno katastrofo, ki ima vlogo palice. Tako da ima funkcijo buditve človeštva. Človeštvo, vse kar se dogaja je zato, da se človeštvo zbudi vedno večjo budnost in globine zavedanja in zavesti. Do sedaj je bilo že 2 ali 3 odmaknjen tisto, o čemer se danes precej govori v zadnjem letu. Obrat polov. Solarni izbruhi omogočajo, da se pod skorjo zemlje stvari razmehčajo, in če pride do obrata polov, je civilizacije konec. Danes je veliko lepega na zemlji, kar je smiselno, da bi se ohranilo. Še veliko več stvari pa je smiselno, da jih odnese, da jim odzamemo težo. Stvari namreč, ki so v srcu, dobijo na teži, in tukaj je tisto, kar resnično vemo. Vse, kar je samo v glavi, veter odpihne, odnese, kar ni ponotranjeno, prizemljeno. Zato vas bom tukaj zdaj naučil. Tisti, ki še ne veste, Nadangel Mihael je dal eno prakso za prinašanje obilja. Imenuje se dih neskončnosti. Začnemo v svojem središču. Torej tukaj v središču v prsih gremo od zadaj skozi čakro Božja usta, preko glave, preko obraza, nazaj v svoje središče. To je vdih. In potem izdihnemo navzdol, okoli riti, preko trebuha spet v središče, v prsa. Torej to, ki je izdih, to zanko lahko in navzgor in navzdol povečujemo, to osmico. In tako smo vedno bolj tudi navzgor in navzdol, torej odprti, sočutni, modri in sočutni. To je torej še ena praksa za usposabljanje sil dobrote. Namreč dobrota mora iti k mojstrstvu, ker če ne, jo tema sledi, senca, jo izkorišča, zlorablja in potem je dobrota sirota. Se mora postaviti meje dobrota in biti pazljiva glede srčnosti. Te stvari nas uči tudi vodnik nove dobe, ki ga v duhovnem svetu kličemo Bog svobode, Saint Germain, kateremu je Jezus predal štafeto za vodnarjevo dobo. On je tisti, ki je prinesel vijolični plamen
zaradi katerega neuporabe smo padli iz raja, ker so se začeli neumnosti usedati na zemljo in ko je prišlo enkrat v nos, je šlo to zmešano, smo rekli, in tako pa zdaj lahko kompostiramo fizično in duhovno s tem plamenom mnoge te druge stvari. Torej, tukaj govorimo tudi o smiselnosti hierarhije. Hierarhijo anarhisti in ljudje nasploh imajo v slabih luči, ampak hierarhija je zame le beseda za red v tridimenzijskosti. Tako da sam hierarhijo pravzaprav vidim na višjih ravneh kot koncentrične kroge integritete in zavesti, suverenosti, preko katerih se beseda, luč, zavest, vibracija, frekvenca ne širi in prizemljuje v zunanje lupine. Zato je smiselno iskati mojstre, učitelje, da se lahko torej ustvarjajo ta mesta luči. Tukaj imamo še torej avatarje 3 kot vrh te hierarhije ali center, in sicer avatarja učitelja, Maitrejo, Kristusa, potem je duh miru in ravnotežja in pa tretji avatar sinteze, tisti, ki prinaša torej 4 energije, in sicer ljubezen, voljo, inteligenco in sintezo, energija, ki do zdaj človeštvo še ni poznalo, ampak je tista, ki omogoča današnje zlivanje v današnjem času vse te šizofrenije in kaosa. Gre za princip direktnega uvida, ko različne sestavine, točke povežemo skupaj, ker vse je med sabo povezano in prisotno drug v drugem. Najdemo skupne točke, zadeva se obari in dvigne na višjo raven, nekakšna struktura izlušči in izčisti. Tako da bom zdaj zaključil s temi mojim izrekom, ki pravi, da svet so sanje, ki jih poriva raj, ki je budnost. Svet je torej iluzija, ki jo skupaj sanjamo, ustvarjamo. Raj pa ni neki idealni svetovi, ampak je pravzaprav budnost, saj najbrž tisti resnični, najgloblji iskalci so lahko sredi največjega sranja in bodo videli največja sočutja in modrosti tam. Hvala. Dragi Eden, hvala za tvoje sporočilo iz terena. Torej, kar je povedal, je to, da je budnost raj, spanje pač pelje v pogubo. To nezavestno življenje, avtomatsko življenje moramo spremeniti, mlade moramo zbuditi iz teh lagodnosti, iz teh danosti, ki jih jemljajo za samoumevne, vendar ta samoumevnost je zelo pogubna. No, in še enkrat Ednu hvala za njegov trud, za njegovo sporočilo.